Pokopališče, objokana družina, hudič in nebesa. To so podobe, ki se pojavijo v mislih in na papirju ob besedi smrt. Da tako kot letni čas, počitnice in dan minejo tudi naša življenja, se zavedajo vsi. Ene moje ribice več ni bilo v akvariju, pa mi je mama povedala, da mi je umrla. Jokala sem se, pa tako grozno sem se počutila. Zdaj pa sem že navajena, da vse ribice umrejo. Ko mi je umrla babica, sem bil žalosten. Vsak večer sem pomišljal malo na njo. Malo sem tudi jokal. Najhujše je to, da se potem spominjaš spominov in trenutkov za tisto osebo in veš, da nikoli več ne boš videl, da nikoli ne boš mogel povedati, koliko ti je kdaj pomenila, pa pomagala, pa to vse. In čeprav včasih rečemo, da čas celi vse rane, psihologinja poudarja, da samo čas ni dovolj. Čas sigurno pomaga ob tem, da ti komu poveš, da si dovoliš, da te kdo potolaži, da ti stoji ob strani, da nekako najdeš načine, da je tebi lažje. O smrti mladi govorijo odkrito in imajo veliko vprašanj. Zanima jih, kaj se zgodi po njej, zakaj umrejo tudi otroci in kako ravnati, ko ljubljeno osebo izgubi prijatelj. Kaj bi ti rekel? Izrekel bi moje sožalje in se poskušal pogovoriti z njim. Sožalje in se pogovoriti nikakor ne se dela tako, da nič ni bilo, ker je v bistvu on zelo žalosten in se mu je nekaj groznega zgodilo. In tudi, če je tebi neprijetno kot prijatelju, vama je lahko neprijetno skupaj. Prijatelju dajmo vedeti, da se lahko z nami pogovori tudi, ko preteče nekaj časa. Odhajanje je namreč del našega življenja in čustva, ki jih takrat doživljamo, lažje razumemo, če o njih govorimo.